Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in vabljeni k spremljanju oddaje Ministrski stol. Naš gost je minister za obrambo, magister Borut Sajovic. Lepo pozdravljeni. Prijazen dober dan. Hvala lepa za povabilo. Lepo in prijetno je v vaših krajih. Hvala. Torej, morda vendarle nekaj besed o vas. Leta 2000 ste bili prvič izvoljeni za poslanca, bili ste župan Tržiča. Leta 2022 ste bili tretjič izvoljeni za poslanca. Po stroki ste veterinar, tudi čebelar, radi poudarite. Oktobra lani pa ste bili imenovani za ministra za obrambo. Torej, eno leto je mimo. Naj omenim, da ste tudi veteran vojne za Slovenijo. Kakšna je bila pred približno letom dni odločitev prevzeti funkcijo ministra za obrambo? Je bila težka? Poglejte, vlada je kolektivni organ, tudi koalicija. Nekdo pač mora. Ljudje so ocenili, da imam zadost znanja, izkušenj, predvsem pa volje in pa energije, da v tem vedno ne ravno prav lepem času prevzamem odgovornost in postorim tisto, kar je treba. Hvala lepa za predstavitev zanimivega življenjepisa. Mogoče še stavek 2. Svojo pot v javnem življenju sem začel kot operativni funkcionar v številnih društvih in v krajevni skupnosti prehodil vse poti od svetnika krajevne skupnosti do predsednika, potem seveda občinski svet in pa tako naprej. Vedno mi je bilo veselje delati z ljudmi in za ljudi, iskati skupne rešitve in nekaj, kar mi mogoče pomaga tudi danes. Vedno sem bil prepričan, da je z ljudmi treba delati človeško in to da rezultat. Morda vendarle neumestno ali ne, so ljudje ali v svetu krajevne skupnosti, ali v Bruslju, ali na zasedanju NATO? Na nek način zagotovo, ne? Ampak mi moramo biti seveda sodelujoči z okolico, s tujino. Naš najmočnejši izziv je pa, da se razumemo med sabo, da smo enotni. Danes veliko govorimo, mogoče tudi če midva kaj rečeva, o opremi, o orožju, ne vem, o stavbah, o denarju, o maršičem, ampak najmočnejša vez, najmočnejša enota vsake družine, občine, mesta ali pa tudi države je enotnost, ne? In kdaj sem razočaran, malo nas je, 2 milijona, pa tako radi se delimo na vaše, naše, njihove, bele, rdeče ali pa še kakšne druge. Vsak teden, konc tedna grem na kakšno prireditev gasilskih društev. Všeč mi je, zato ker je to področje uprave za zaščito in reševanje, ki ga pokriva moje ministrstvo, in ker imam občutek in upanje, ker je vsak 8. državljan, državljanka te lepe države nekako povezan z gasilci, zaščito in reševanje. In zdi se mi, da tam živi ogromno vrednot. Mogoče za začetek samo še kot minister za obrambo, sicer tudi kot vsi ministri, ste seznanjeni z vsemi dogajanji po svetu, tudi s tistimi občutljivimi, tajnimi podatki in informacijami. Vas je ob nastopu funkcije presenetilo, koliko je tega dogajanja, za katerega javnost pravzaprav ne ve, teh občutljivih podatkov, dogajanj? Nekaj tega je, mogoče ne toliko veliko, kot ugibamo. Se mi pa zdi, da imamo kot družba, svet en drug izziv, ne? Da glede na poplavo informacij, ki smo jih deležni vsak dan, da ne ločimo, ne vemo, ne moramo vedeti, kaj je v resnici res in kaj ni. Kaj je del propagande, del neke, ne vem, tudi specialne kibernetske vojne, propagandne, finančno motivirane, kaj je pa res, ne? Spomnim se časov, ko smo bili pri stari mami otroci, je rekla, bo pa že res, ne? Sem na radiju slišala,
danes je svet seveda precej drugačen. In tudi o tem še bova rekla, tudi na področju obrambe. Me pa nekaj zanima, ne zavedamo se, da imamo pravzaprav vsi državljanke in državljani pravice in dolžnosti tudi na področju obrambe in zaščite. Če nismo ravno vojak ali pa gasilec, kakšne so naše obveznosti? Varna družba je družba, ki je povezana, enotna in na vse nepredvidljive dogodke pripravljena. Temu se reče tudi odpornost, robustnost, lahko bi pa rekli tudi civilna obramba. In del civilne obrambe smo vsi mi, ki nismo v uniformah, ki nismo v takih ali drugačnih službah sistema. Poglejte, karkoli se nam zgodi, ne vem, žled, poplave, viharji, požari, potrebujemo vsi, da sistem, ustroj države ali pa občin deluje nemoteno. To se pravi, za civilno obrambo je izjemno pomembno delovanje političnega sistema, da so banke odprte, da imamo dovolj goriva in pa energentov, da zdravstveni sistem odlično deluje, da je poskrbljeno za cestno, železniško, letališko infrastrukturo, da delujejo podjetja, ki proizvajajo ključne dobrine in da nam je seveda mar tudi za stanje v okolju, predvsem za čisto vodo in da poskrbimo, da seveda okolja ne onesnažujemo in temu na nek način lahko rečemo tudi kritična infrastruktura, ki je v delu civilne obrambe. No, Slovenija ima poklicno vojsko, njen poveljnik oziroma poveljnica je predsednica republike. Kako je številom pripadnikov, ali je to varovan podatek oziroma ali se število pripadnikov vojske slovenske povečuje? Nekaj časa smo slišali, da odhajajo, da se število zmanjšuje. Vse drži, to so številke, ki niso skrivnost. Dejstvo je, da je naš cilj, ki smo ga zapisali tudi v strategiji in pa v resoluciji za naslednja leta, desetletja, naš pogled seže pri načrtovanju jutri, tam nekje do leta 2040, da si želimo imeti do takrat 10.000 pripadnic in pripadnikov redne sestave in pa do 30.000 tako imenovanih prostorskih sil. To so rezervni ljudje v rezervi, ki delujejo približno po enakem principu kot pa teritorialna obramba, kjer smo zdaj. Trend je dober, število pripadnic in pripadnikov se rahlo povečuje, nas je okrog 7.500, so pa trendi dobri in pa obetavni, imamo izjemno obiskane tabore za mlade, veliko ljudi se vključuje v prostovoljno služenje vojaškega roka, več je tudi ljudi, ki so temeljno vojaško usposobljeni, to se pravi dobijo v tistih 14 tednih osnove, da se nam lahko pridružijo, lahko se pri nas zaposlijo tudi že z osnovno šolo. Trend je boljši, jaz živim kot idealist pri prepričanju na eni strani zato, ker ima Slovenska vojska dober ugled, na drugi strani je spoštovanje vredno, da moramo in smo pripravljeni pomagati domovini, kadar zapade v kakšne težave ali pa so pred njo izzivi. Nenazadnje pa tudi ena od uspelih reform te vlade, to je plačna reforma za javni sektor. Je to težko, zahtevno, odgovorno, ampak lepo izzivov polno delo pripadnika in pripadnice Slovenske vojske nekoliko bolje ovrednotila, zasluženo, pošteno in pravično in mogoče se to pozna v sistemu, da zagotovo rastemo in se krepimo. Tudi veliko štipendirate, veliko štipendij razpišete, kdo vse lahko vstopi v vojsko, kdaj? Ja, res je, v mladih ljudeh so optimistične oči, v mladih očeh je prihodnost. Ljudje, mladi se nam lahko pridružijo relativno zgodaj,
Potem imajo pa znotraj Slovenske vojske možnost osebne rasti, znanja in pa izobraževanja. Dober štipenditor smo, številke so zrasle iz 200-300 pred 3 leti, 4 na več kot 600 sedaj. Tudi naše štipendije so primerno visoke, da omogočajo delo in pa normalen študij. Ključno sporočilo pa je, da kljub temu, da v sistem lahko vstopiš zelo zgodaj, brez kakšnih posebnih znanj, šolanj in pa izobrazbe, da je pa v sistemu možno stalno izobraževanje, učenje, napredovanje za vse poklice, ne samo za vojaka, vojakinjo, pač pa za upravljavca najzahtevnejše tehnike, elektroinženirji, strojni inženirji, računalničarji, strokovnjaki za kibernetsko varnost, medicinske sestre, zdravniki, serviserji, piloti, mehaniki, skratka, pri nas dela in živi kot celota več kot 60 različnih poklicov. Zanimivo je, imamo tudi mornariški bataljon, ne? Slovenija je in ostane pomorska država, več kot 40 km lepe, čudovite slovenske obale. Res je, v Ankaranu domuje 430. mornariški divizion. Trudimo se, da seveda so stvari take, da tudi tam rastejo in napredujejo. In eden od pomembnih rezultatov modernizacije, posodobitve Slovenske vojske je tudi posodobitev naše največje ladje, to je ladja Triglav, ki pravkar prihaja oziroma dokončno pride nazaj v Slovenijo januarja prihodnje leto in takrat jo bo doma v Ankaranu prvič čakal svoj lasten privez. Naša druga ladja poleg Triglava je Ankaran, starejša, skoraj 30 let ima, pa bo slej ko prej potrebna zamenjave, posodobitve, so pa vse to večnamenska plovila. Mi s temi ladjami posredujemo, kadar gre za človeške nesreče, begunske valove ali pa za primere reševanja na morju ali pa tudi ob ekoloških nepredvidenih dogodkih. Je pa tudi enota za brezpilotnike, ne? To je nekaj novega, ne? Včasih tega pač v vojski ni bilo. Moram reči, da če bi kdo ugibal tistih več kot 1000 dni nazaj, ko se je začela ukrajinsko-ruska vojna, ne, da se bodo stvari tako drastično spremenile, bi to težko predvidel. Seveda, zdaj gre večino te tehnike, posledic teh neljubih dogodkov po zraku, kjer igrajo pomembno vlogo rakete, droni, vse to se vodi, usmerja z neke varne razdalje, daleč za frontno črto. Nenazadnje to povzroča vsako jutro, vidimo tudi največ žrtev, največ trpljenja med civilnim prebivalstvom, danes tudi v Ukrajini, in želim si, da se tudi tam spopadi po vzoru Gaze čim prej ustavijo, da ljudje spet živijo v miru. Do takrat je pa žrtvam in pa tistim, ki so napadeni, treba pomagati. Nedolgo nazaj smo pomagali tudi Ukrajini v okviru sistema PURL, predvsem s tem, da jim zagotavljamo del sredstev, tako kot ostale evropske države in zaveznice, da kupujejo protiraketne sisteme, protidronske obrambe, zato da bojo civilisti, ženske in otroci bolj spali, lažje spali v miru. Je pa seveda stiska tam velika, uničeno je ogromno kritične infrastrukture. Ta kritična infrastruktura elektrike, vodovodi, sistemi za ogrevanje je največja žrtev ravno v teh dneh, in z našim prispevkom, s pomočjo ne spodbujamo vojne. Naše orožje je izključno obrambne narave, tudi denar, ki smo ga za to namenili, in skuša
težkih, zahtevnih časih pred zimo saj nekoliko olajšati stiske civilnega prebivalstva. O orožju bova še govorila, morda samo še, kar se tiče Slovenske vojske. Zaradi teh geopolitičnih sprememb nekatere države tudi spet razmišljajo o obveznem služenju vojaškega sistema. Ali je tudi v Sloveniji možno, da se zgodi, da se spet uvede obvezno služenje vojaškega roka? Leta, ko smo v Sloveniji obvezno služenje opustili in šli na poklicno vojsko, so že daleč za nami. Treba je biti pa iskren in povedati, da takrat v zadnjem pozivu roku je Slovensko vojsko služilo komaj nekaj več kot 1200 ljudi. Vsi ostali so se na nek način izognili z takimi ali drugačnimi opravičili ali pa z služenjem v civilni sferi, kar ustava omogoča. Slovenska zakonodaja v resnici še vedno omogoča obvezno služenje vojaškega roka, ampak o tem na ministrstvu v slovenski politiki in sam osebno ne razmišljam. Braniti, pomagati domovini v stiski, ko je težko, varovati premoženje naših sodržavljanov, državljank in pa varovati življenja naših dragih, tako kot je leta 1918 v Mariboru dejal majster, se mi zdi nekaj večjega, nekaj pomembnega, kar more biti stvar duha in srca, ne pa prisile. Torej, osebno sem proti obveznemu služenju vojaškega roka, razen če bi se razmere drastično spremenile. Do takrat imamo pa tudi na področju nastanitvenih kapacitet še kaj za nadgraditi, kaj za popraviti, kar se pa tiče osnovne zaščitne opreme pripadnika in pripadnice, pa so naše rezerve in pa skladišča primerno polna in pa ustrezna. Predpostavljam, da kot minister ne podpirate razne pobude za neka zasebna izobraževanja z orožjem, rokovanja. Seveda so stvari, ki na koncu, če niso prav uporabljene, ne prinesejo nič dobrega. In tega nas je strah na nek način in smo previdni, po drugi strani pa cenimo in pa spoštujemo delovanje strokovnih organizacij, kot so strelska društva, lovske organizacije, tudi častniki, ki gojijo nek odnos, znanje do uporabe teh sredstev, ki nam lahko pomagajo izključno in samo pri obrambi. No, kot članica NATO ima seveda Slovenija tudi obveznosti, tudi finančne. Kako jih izpolnjujemo oziroma kako je zdaj trenutno, kakšno je stališče vodstva NATO do Slovenije, recimo, kaj pravijo? Se moramo izboljšati. Mi smo v zavezništvo vstopili na podlagi referenduma. Leta 2004 je to odločitev podprlo več kot 60% ljudi. Odločitev je bila dobra in potrebna tako za Evropsko skupnost, kot tudi za NATO v tako viharnih, nepredvidljivih časih, kot jih živimo ta trenutek. Je zavezništvo vsak dan, vsak trenutek bolj dragoceno. Nihče v svetu ni otok sam zase. Greva malo nazaj, ne? Kadarkoli smo se znašli v težavah, smo imeli zaveznike, pa se tega mogoče ne zavedamo. Konec druge vojne smo končali ob pomoči tujih vojska, ki so nam pomagale osvoboditi našo nacionalno ozemlje, pomagali in pri nas umirali so ameriški, avstralski, britanski, kanadski piloti in iz tega miru po koncu druge svetovne vojne, s tem, ko se je fašizem in nacizem spravilo na kolena, takrat je vzniknila tudi v Evropi ideja za zavezništvo, katerega član smo. Treba je biti iskren, gre za najstarejše
največje in pa najmočnejše zavezništvo v zgodovini tega planeta, biti ena izmed suverenih in pa enakovrednih 32 držav čez transatlantsko povezavo je prav in pa spoštljivo. Je pa v življenju in vsaki takali organizaciji tako, da je treba spoštovati pa neke pravila, pa neke dogovore. NATO se ne plačuje članarina, ampak imamo v okviru zavezništva svoje naloge, svoje cilje, svojo enoto, svojo tehniko, ki jo moramo pa zagotoviti, da bo pripravljena, če bi bilo treba pomagati obrambno zavarovati katerokoli od 32 članic zavezništva, in seveda to zahteva določen napor in pa tudi določena sredstva. Slovenija je enakopravna, suverena država tega zavezništva s solidnim mednarodnim ugledom. Jaz mislim, da na nas v tujini gledajo bistveno bolj z zadovoljstvom in pa s ponosom, kot pa kdaj, ne zato, ker bi to ustrezalo resnici, ne, ker so bolj notranje politične potrebe take, da enkrat kritiziramo to, drugič spet ono. V nacionalnem interesu pa je, da smo realni, povezani in prizadevni in da smo pripravljeni tako, da bomo ta najlepši košček planeta znali in zmogli tudi braniti in obraniti. Ne nazadnje je to bilo možno v Majstrovih časih, je bilo zmožno konec druge svetovne vojne, je bilo moč v osamosvojitveni vojni in na to sem ponosen in s tem zadovoljen. Tujega nočemo, svojega ne damo. No, proračun za obrambo naj bi se v 5 letih, slovenski proračun naj bi se v 5 letih dvignil za 3%, potem na 5% do leta 2035, ampak velik del javnosti je proti dvigovanju stroškov za obrambo in pravijo, da pač nakupovanje orožja običajno ne preprečuje vojn. S to vašo trditvijo se zagotovo lahko strinjam v delu, ima pa ustrezna oprema, tudi oborožitev, lahko pozitivno vlogo pri odvračanju, kar pomeni, da bomo skupaj varnejši. Poglejte, doma imamo okrog hiš plotove, ne? Imamo ključavnice na vratih, tudi alarmne sisteme. Vse to služi nekmu odvračanju, da se nepovabljeni tega ne lotijo. Deluje v veliki večini primerov, podobno pa je s sistemom opreme in pa oborožitve. Imamo mednarodne obveznosti, imamo zavezniške obveznosti, hkrati pa je treba biti na nepredvidljive dogodke, ki so se že, pa si želim, da se ne bi nikoli več ponovili. Treba je biti pa ustrezno pripravljen, to je duh in pa izziv časa. Bodva iskrena, generalu Majstru ne bi uspel pridobiti Štajerske, Maribora, pa je še zdaj naša, če ne bi mu za sabo srčnih ljudi in v roki orožja. Podobno je bilo tudi z osvoboditvijo Trsta, konec druge svetovne vojne, in pa glede na to, da sem bil obrobni civilni del osamosvojitvenih procesov kot pripadnik civilne zaščite, tudi takrat nam je ravno oprema, veliko srce pa znanje omogočili, da smo se uprli jugoslovanski ljudski armadi, z veliko modrosti vojno končali na hitro, z relativno majhnimi žrtvami, in to je tisto, kar je trebno spoštovati. To se pravi pripravljenost, borba, vsakodnevno zavzemanje za mir, hkrati pa tudi jasno sporočilo, da če bo tisto, kar nam je sveto, ogroženo, da tega ne damo.
No, strinjamo se v tem, da vsi hočemo mir, potem se pa enotnost v Sloveniji že konča, kako ta mir zagotavljati. Tudi glede tega nakupa orožja za Ukrajino, torej z našim denarjem za Ukrajino, ameriško orožje, tu so velike razprave. Kaj odgovarjate? Eni pravijo, to je afera. Jaz vse to razumem in spoštujem. Živeli smo 80 let v miru. Nam ni bilo treba, razen osamosvojitvene vojne, na te neljube dogodke, nam ni bilo treba na to razmišljati. Če je to, da pomagaš napadeni državi, da pomagaš civilnemu prebivalstvu pred požari, ki jih povzročajo droni, rakete, s tem, da jim daš sredstva, da lahko kupijo tam, kjer se kupiti sploh da, in to je na drugi strani Atlantika, ustrezna sredstva za obrambo, v tem ne vidim nič slabega, daleč pa od kakšne afere. Mi smo v Ukrajini pomagali že večkrat, redno pomagamo tudi Gazi, dobavljamo pomoč preko Jordanije, pa dajmo biti iskreni in pa realni. Smo bili veseli, ko so nam konec druge svetovne vojne in po vojni, ko je bilo še hudo, pomagali zavezniki. Smo bili tudi v času osamosvojitvene vojne leta 1991. Smo imeli veliko mednarodno pomoč, podporo, solidarnost, a zdaj kar naenkrat bi bili pa tako egoistični. Nisem pristaš oboroževanja, pretiranega, zlasti ne. Ampak tisto, kar imaš, se seveda brani z dobro pripravljenostjo, z mirovništvom, z diplomacijo. Če pa vse to ne uspe, pa je treba imeti nekaj še vedno za rezervo, za obrambo. Ali pa poglejmo malo nazaj v zgodovino. Večkrat peljem vnuke na kakšen slovenski grad, ne. Tam nam vsi s ponosom prikazujejo, imeli so kovače, znali so izdelati svoje oklepe, meče, sredstva za obrambo. Tako je od vekomaj bilo in tako je tudi danes, zdaj je pa kar naenkrat to nekaj nezaslišanega, nepredstavljivega. Dokler je svet tak, kot je, moraš biti na nemire v svetu pripravljen, hkrati pa vsak dan delati za to, da do tega v resnici nikdar in nikoli ne pride. In sem optimist. Danes se zdi, da smo živeli v nekakšni iluziji, da nas za deklaracijo o človekovih pravicah pač varuje. Imamo pravice, drugi so dolžni, da nam zagotavljajo to. Ampak smo videli, ne? Pač, če prevlada nek interes, se naredi vojna, ni nič od pravic. Ne za otroke, ne za ženske. Ja, mednarodni pravni red se je spremenil. A se bo spet uravnotežil? Ja, to je cilj vseh nas v politiki, to mora biti cilj tudi vseh vlad, vseh predsednikov, diplomatov. Sem pa zaskrbljen, ker danes ključne odločitve v svetu, saj sama vidite, sprejemajo veliki, finančno močni, vojaško in pa sicer odlično opremljeni, predvsem pa bogati. Brez dvoma, marsikater neljub dogodek v svetu, kjer posledično ljudje trpimo, se zgodi zaradi kapitalskih in pa finančnih interesov. Slovenija je članica, nestalna članica Varnostnega sveta. Želim si, da bi se moč Organizacije združenih narodov, da bi se mednarodni pravni red okrepil, ne pa z avtoritativnimi odločitvami močnih predsednikov vsakič znova postavljal na preizkušnjo. Se vam zdi, da bi možno bilo zgraditi v Gazi letovišče? Ali je to res tako nepremišljena izjava, ki si jo privošči en predsednik države? Ja, meni je ta misel grozljiva, ne? Palestina, Gaza.
je bila nekomu dom. Ne od včeraj, ne od danes, že stoletja. In ljudi preganjati z domov je slabo, grdo in pa zavrženo. Jaz sem vesel, da se je doseglo kljub vsemu krhko primirje med Izraelom in pa Hamasom pa palestinsko državo. Ne nazadnje, težko pa rečem, vesel sem, da je do tega prišlo, ne? Mogoče pa nisem vesel poti, da do tega lahko privedejo odločitve močnih, najmočnejših svetovnih držav, na drugi strani pa lučka na koncu predora. Če smo zmogli mir v Gazi, dajmo se potruditi in to doseči čim prej. Primirje, prekinitev spopadov tudi v Ukrajini. In seveda v ostalih 50 žariščih po svetu, kjer divjajo vojni, spopadi, ljudje pa trpijo. Tega trpljenja je precej, ravno to sem hotela omeniti. Svetovna javnost je pozorna na določene spopade, mnogo jih pa poteka izven tega fokusa. Ne? Ja, ta trenutek je v svetu 50 žarišč. Mi slišimo velikokrat o seveda Gazi, v Ukrajini, tudi recimo v Severni Afriki, potem se pa stvari že kar ustavijo, ampak to ni prav, ne. Oborožen spopad, konflikt dveh držav, različnih skupin, ni nekaj, kar bi nas vodilo naprej. Vsi skupaj nazadujemo in treba se je truditi, da se mednarodni pravni red ponovno ukrepi in da se seveda pogovarjamo in dogovorimo v miru, ne pa v vojnah. In jaz sem prepričan, da to zmoremo. A mislite, da je realna možnost kakšnega globalnega spopada v kratkem? Ne bi želel biti vedeževalec. Upam, da smo se iz zgodovine veliko že naučili, da vemo, da če do takih stvari pride, da je glede na nakopičeno orožje v svetu, glede na moč, ki jo imajo države, ki premorejo tudi jedrsko orožje, o tem razmišljati res slabo in take ogne, posamezne lokalne spopade je treba ustavljati čim prej. Nenazadnje je tudi velika pozornost zunanje politike Slovenije pomembna, ne samo do tega, da smo se v Gazi postavili na pravo stran zgodovine, kljub temu, da je bilo to zgodaj, pogumno in pa odločno, ampak da zagovarjamo politiko miru. No, sami ste že omenili strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Republiki Sloveniji. To je prva strategija, ki je bila zdaj sprejeta. Prej jo nismo imeli. Zakaj? Res je, tako kot je tudi sejem, ki je potekal v prejšnjem tednu v Celju, prvič v zgodovini te države. Mi smo pri izgradnji lastnih sistemov oborožitve, zato da bo denar ostal doma, kakšen korak zaostal za razvojem, ki gre v svetu. Smo ena od držav, ki ima izjemno veliko znanja, veliko strokovnjakov. Pri nas so bili razviti številni uspešni projekti, ki jih pa potem nismo znali razviti. Nismo jih znali industrializirati in te izdelke, kadar smo jih rabili, smo drago kupili in pa vplačali v tujini. Tujina ima tudi slabši standard, potem ko je blago enkrat dobavljeno, vzdrževanja, in zato je naša naloga, da krepimo slovensko proizvodnjo, slovensko znanje, naša delovna mesta in da bo denar ostal doma. Zato smo pripravili to strategijo industrijske baze in pa našega razvoja. Zato ustanavljamo tudi oziroma je že ustanovljeno državno podjetje, ki bo skrbelo tudi za
ustrezne deleže in pa proizvodnost stvari, ki se tičejo obrambe, varnosti in pa odpornosti, in temu je nenazadnje bila namenjena tudi celjska prireditev iz prejšnjega tedna, kjer je pa moje ključno sporočilo, da sem navdušen ne nad tem, kar nam je prikazalo 170 v glavnem domačih, slovenskih, pa tudi mednarodno uveljavljenih tujih podjetij, ampak nad odzivom naše javnosti, da ljudi, ki niso v uniformah, področje varnosti zanima. To mi je prav in pa spodbudno. Pred otvoritvijo sejma je bil tudi manjši mini protest. Tudi kot minister, kot vlada in kot javnost razumemo, spoštujemo duh mirovništva, miru, in to razumemo, smo slišali in pa podpiramo. Ampak ta sejem, ta prvi mednarodni sejem, to ni bil namenjen zdaj pa prav splošni javnosti, da kar prideš in pogledaš. Je bilo treba se registrirati, torej to je bil strokovni sejem. V delu tudi, tako kot trdite, sejem je trajal od ponedeljka do konca tedna in seveda zadnji dan, predzadnji dan sta bila namenjena široki javnosti. Odprto za vse. Mogoče smo premalokrat poudarili, tam smo se pogovarjali veliko o obrambi, o odpornosti, o sodobnih tehnoloških trendih, da je bilo na enem samem, povsem civilnem dogodku tudi 1000 ljudi, ki jih ta problematika zanima. Navadnih državljank, državljanov, civilistov. In to se mi zdi pomembno sporočilo, da se izobražujemo, da smo kritični, predvsem pa, da razumemo stvari pozitivno in pa dobronamerno. Omenili ste to državno družbo. Kakšen je zdaj odnos od tega dovoz, rečemo, pa grozdom obrambne industrije Slovenije? Se pravi, ta grozd obrambne industrije smo že imeli prej. Res je. Grozd slovenske obrambne industrije, veliko znanja, veliko dobrih rešitev, veliko pridnih rok je imel še 2-3 leta nazaj 25-30 članic in članov. Danes jih je po zadnjih podatkih iz prejšnjega tedna 175. In ta grozd, bom rekel, ki je mu bolj, pa ne razumeti slabšalno, vlogo nekega društva, je zdaj z Dovosom organizacijsko bo prerasel v eno večjo stvar. Grozd ostane kot interesno združenje podjetij, ki proizvajajo karkoli za obrambo. Ne razumeti narobe, to niso orožarska podjetja. Večina teh podjetij proizvaja stvari, ki so tako ali drugače povezane z varnostjo, obrambo, civilno zaščito, odpornosti. Pri družbi Dovos, ki je v popolni državni lasti, pa gre za to, da se bodo produkti za industrializacijo hitreje, uspešneje razvili, da bo denar ostal doma in v Sloveniji in da bomo v tistih podjetjih, ki so najbolj strateška, najbolj perspektivna za našo državo, postali tudi aktiven solastnik, da nam teh podjetij, tako kot je bilo v preteklosti, ne pokupijo tujci. Smo se kaj naučili na pogorišču Tama, na zgodbi slovenske industrije jekla, v zgodbi recimo Fotone in še bi se dalo naštevati. Slovenke in Slovenci znamo, hočemo, zmoremo in tudi bomo. Tudi sva že govorila o teh spremembah tehnoloških vojske, vojskovanja. O tem ste tudi govorili na tem mednarodnem sejmu. Kibernetska varnost, zaščita kritične infrastrukture, tehnološka prihodnost, energetska učinkovitost, umetna inteligenca. Tudi umetna inteligenca v vojsko in obrambo vstopa. Ja, veliko jo je že, mogoče kdaj preveč ali pa z nepravim namenom. Zame je pravi namen takrat, kadar služi odvračanju
kadar služi obrambi. To ni, ne sme in ne more biti virtualni svet nekih računalniških iger, kajti tam v resnici in realnosti umiramo ljudje. Tako da znanost je v obstoju in pa razvoju človeštva zmeraj imela neko pozitivno vlogo. Treba ji je razumeti, treba jo je spoštovati, predvsem pa ji dati prave vsebine. Morda samo omeniva na hitro, Ljubljana je gostila 71. plenarno zasedanje parlamentarne skupščine NATO. Kaj to pomeni za državo, da je organizator takšnega zasedanja? Drži, bil sem tam v tistih dneh večkrat. Pomembno sporočilo, veliko priznanje, ugled. Srečanje smo gostili drugič. Prvič leta, ko smo vstopili v zavezništvo, po 20 letih drugič. V spredju je bilo sporočilo sodelovanja, miru. Je pa treba vedeti, da med udeleženci skoraj 300 ljudi iz 32 zavezniških držav, seveda lepo število tudi gostov, so dihali kot eno. V parlamentu so različne stranke, različna prepričanja. Ravno taka skupščina, tudi ta je pa pokazala veliko enotnost k skupnemu cilju in to se mi zdi pomembno. Ljubljana se je pokazala kot odličen gostitelj, varno mesto, smo varna država, hkrati pa so številni tujci imeli tudi kakšen dan časa, da si lepote te naše lepe države ugledajo, jo spoznajo in vsi so nad tem navdušeni in se bodo k nam tudi še vračali. No, ministrstvo je seveda pristojno tudi za organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ne? Imate veliko vojsko gasilcev, bomo rekli po domače. V okviru vašega ministrstva deluje Uprava za zaščito in reševanje, torej to so gasilci najbolj poznani, ampak so še pa druge sile vključene v ta sistem. Kdo vse? Drži, gasilci imajo v Sloveniji izjemno tradicijo, ki se približuje 160 letom. Tudi številčnost je fantastična, nam jo zavida praktično cel svet in pa cela Evropa. V naših vrstah nas je gasilk in pa gasilcev vseh generacij, vseh starosti blizu 200 000. K temu sistemu izjemne in pa ponosne slovenske gasilerije pa je treba dodati še civilno zaščito, katere del so pa tudi gorski reševalci, jamarji, v vašem primeru in v vaših krajih jamski reševalci, tudi kinologi, radiovezisti, potapljači in še podobni sorodni poklici. Naša naloga je, da vse to združujemo, povezujemo, ustvarjamo pravni okvir za delovanje, predvsem pa zagotavljamo pogoje in sredstva za delo. Nenazadnje so to prostorski pogoji, zato tudi v Velenju pred časom podpis dogovora sodelovanja med našim ministrstvom, velenjsko občino, kako bomo vaš center za zaščito in reševanje skupen še nadgradili. Imenitna zgodba iz vaših krajev, tudi nedavna 70. obletnica gasilskega društva v Škalah in še bi se dalo naštevati. Ta sistem je dragocen, dober, ker ima veliko podporo nas ljudi. Trudili se bomo, da ga razvijamo še naprej. Nikdar in nikoli ni bilo v tem sistemu še toliko sredstev, kot jih je zdaj. Samo poglejte, iz vsake izjemne naravne nesreče, kot je bil največji požar v zgodovini te države leta 2022 na Krasu, kot so bile poplave nedaleč od tu avgusta leta 2023, izidemo močnejši, bolje pripravljeni. Po Krasu smo vzpostavili
letalsko enoto civilne zaščite za gašenje iz zraka. Gasilcem dal dodatna sredstva, več sredstev tudi za delo. Podobno je bilo zdaj tudi po poplavah. Veliko tehnike za pomoč med 25 poplavnih območij v Sloveniji. Ravno ta trenutek delimo tudi ta modra vozila civilne zaščite, ki ima vsako vozilo vredno med 700 in 900 tisoč evri, tudi kontejnerje, 4 kontejnerje s kompleti pomoči za reševanje ob požarih, ob naravnih tehničnih nesrečah, tudi ob eventualnih potresih, in ta vozila so seveda tudi tu blizu v vaših krajih, v soseščini, ob Savinji, Mozirje, Nazarje, in to se mi zdi pomembno in pa dragoceno. Je še kje takšen sistem, vse to ste našteli, usposabljanja, ampak z vsem tem rokujejo prostovoljci, ne? Morda se včasih ne zavedamo, da morajo gasilci pač ure in ure tudi vlagati v to, da znajo z vsem tem ravnati, da so vedno na pravem mestu oziroma da so učinkoviti. Se pravi, niso profesionalci, pa vendar delujejo kot profesionalci. Ja, sistem je v enem delu pomembno temelječ na prostovoljstvu. V sistemu je precej tudi že poklicnih, imamo seveda tudi poklicna gasilska jedra, poklicne enote, profesionalce. Pomembno je, da pa vse skupaj tvori celoto, predvsem pa, da se mi, občani, do tega obnašamo odgovorno in pa preventivno. Naj oni čim več vadijo, se izobražujejo, opremljajo, mi se pa vsi skupaj potrudimo, da bo manj intervencij. Ko vsak vikend obiščem kakšno od gasilskih društev, izjemno število intervencij, približno tretjina jih gre za nesreče, ki se dogajajo v prometu, samo četrtina jih je povezanih s požari, ogromno je tehničnih intervencij, pomoč ljudem ob nesrečah, in če bomo vsi skupaj bolj preventivni, potem bo teh nepotrebnih intervencij še manj. No, imeli smo oziroma vzpostavlja se sistem javnega obveščanja in alarmiranja po javnem mobilnem omrežju. Ta SI-alarm, prvi test, prvi preizkus je pokazal nekaj težav. Kako je zdaj s tem? Ja, sem presenetil javnost, ne? Ko sem dejal, da je bil test uspešen, zato ker nam je jasno pokazal, kje sistem ni deloval tako, kot je treba. Poglejte, vsako prvo soboto, točno ob 12. imamo že desetletja in desetletja zvočne sirene iz gasilskih domov. Vzpostavljen sistem je treba vedno preverjati, krepiti, odpravljati in popravljati. Kaj je šlo v letošnjem tem testu potisnih sporočil narobe? Sistem civilne zaščite, sistem naših centrov je opravil svoje delo. Do operaterja mobilne telefonije, do Telekoma so z naše strani prišla sporočila taka, kot je treba, in popolna v celoti. Slovenska telefonija ima pa poleg Telekoma še druge izvajalce in podizvajalci, in Telekom je svojo nalogo opravil v celoti, pravočasno ob 12. uri. Nekateri njegovi podoperaterji, predvsem A1, pa so s tem zamudili. Razlogi so bile tehnične narave, lokacije, kamor so bila postana potisna sporočila na oddajnikih, odkudar se prenašajo naprej, niso bila idealna. To napako so relativno hitro, v 3 urah pa pol odkrili, in tam nekje že pred 4. uro so tudi tisti, ki so bili na drugih operaterjih, dobili sporočilo, kar je dober znak.
Je pa seveda izpadel pa še en del ljudi, ki imamo telefone, to so pa tisti, kjer telefoni niso bili posodobljeni oziroma niso bili prilagojeni vsem sodobnim tehničnim izzivom in pa standardom. To se bo v velikem delu zgodbe dalo popraviti in pa odpraviti. Nenazadnje so pa podoben test kakšnih 14 dni za nami imeli tudi v sosednji Avstriji in tudi tam, kljub temu, da so to ponavljali že večkrat, ni šlo brez izzivov in brez težav. Tako da 100% rešitev ni. Mi bomo se s tem še pilali, še nadgrajevali s ciljem dobre obveščenosti ljudi naprej, najprej na regijskem Se nivoju. pravi, bo še regijski test? Tako je, kakšen potestirali bomo več regij, na koncu pa izvedli ponovn preizkus tudi za celotno državo. Ampak to je v bistvu prvo alarmiranje. Če se kaj zgodi, a ne, se lahko predpostavi, da tudi mobilna telefonija ne bo delovala. Malo moramo državljani vendarle razmišljati o tem, da moramo sami sebe ščititi, da moramo biti pripravljeni na marsikaj. Vsaka informacija je pomembna, dragocena, olajša stvari, seveda, kadar pa tega ni, moramo biti pa na izzive pripravljeni in jaz sem prepričan, da smo Slovenke in Slovenci že velikokrat dokazali, da smo pridni, takrat, kadar gre za res med seboj tudi solidarni in pa enotni in prepričan sem, da Slovenija zagotovo je in tudi v bodoče ostaja varna država. No, seveda, vaše ministrstvo je pa pristojno tudi za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, za vsa vojna grobišča. Eni rečejo, ja, še kar so neki veterani, ampak vendarle, ne, tisti, ki ima status, mora imeti tudi določene pravice. Pravic v resnici v materialnem smislu ni toliko veliko, ne. Je pa pomembno tudi moralno priznanje, da je nekdo bil na mestu v službi domovine, takrat, kadar nam je bilo težko. To cenim in pa spoštujem. Marsikdaj se srečujemo tudi s težkimi žrtvami ali pa posmrtnimi ostanki ljudi, ki so umrli v vseh časih zgodovine. To je naša naloga. Najdemo tudi rimske vojščake, žrtve iz prve vojne, tudi iz druge. Naša naloga na ministrstvu je, da smo do vseh enako spoštljivi, da skušamo poskrbeti za to. Tisto, kar nam v Sloveniji manjka, je, da je pogled s ciljem delitve, ki jih vse prevečkrat povzročamo, prav mi v politiki, pogled usmerjen nazaj, ne pa naprej. Ni pomembno, kje bodo ljudje pokopani. Pomembno je pa, da razumemo, da so bili to v glavnem naši ljudje, da je bil vsakdo od nekoga, mož, oče, brat, sestra, da spoštujemo in da seveda za posmrtne ostanke poskrbimo tako, kot je treba. Vsakdo od nas si zasluži, če se da, ime, priimek, potem pa spoštljiv spomin in pa svečko. Torej, ministrstvo je tudi za žrtve povojnega nasilja odgovorno? Zagotovo. Ukvarjamo se s tistim, ki so umrli med vojno, po vojni in pa vesel sem, da smo ta koalicija prvi v 35 letih te države poskrbeli tudi za tiste, ki so bili izgnani v tujino, ljudi, ki so bili v taboriščih po evropskih državah, ko so se vrnili domov, je bilo njihovo premoženje požgano, uničeno ali pa izropano in zakon, ki smo ga pred kakšnim pol leta sprejeli, predvideva poplačilo te tako imenovane vojne škode. Postopki tečejo, ljudje se prijavljajo in vlagajo vloge na upravnih enotah. Računamo, da je teh ljudi tam nekje med
7, 8 in 10 tisoč. Sredstva, ki so pa v proračunu predvidena za ta namen, pa znašajo okoli 20 milijonov evrov in pomenijo predvsem neko simbolno odškodnino za čase, ko so jim viharji v svetu povzročili trpljenje in pa škodo. No, 8 tisoč evrov v 4 letih, ne? To je pravzaprav res simbolno, če upoštevamo, kaj vse so izgubili. Še prejšnji teden, mislim, da tudi ste sodelovali pri odkritju spominskega obeležja 1991 v Škalah v bližini, pa imamo spet nekatere, neki rečejo spet eno obeležje, zakaj ti spomeniki, to ni več pomembno, to je zgodovina. Zakaj je pomembno, da so ta obeležja in da se spominjamo dogodkov iz preteklosti? Vstopamo v 35. leto naše samostojne države. Državi, kateri govorimo slovensko, pred osamosvojitvijo z leta 91 jo nismo imeli in na to zgodbo moramo biti ponosni, nikdar in pa nikoli pa ne pozabiti na tiste, ki smo bili takrat izpostavljeni in smo bili pripravljeni prispevati nekaj, da se država, dežela, ljudje, življenje, premoženje ohrani in obrani. In zato so take simbolne plošče. Plošča je minimalna investicija. Jaz vidim dodano vrednost v tem, da se ljudje, ki so bili del tistih procesov, srečajo, da je optimizem, da vemo, da je braniti domovino nujno in pa prav. Nenazadnje je pa tudi modra misel, da tisti, ki ne poznajo, ne razumejo poti odločitev v preteklosti, se na poti v prihodnost velikokrat spotaknejo. No, še ena zelo znana je iz vojaških stara zaloda po bitki Smo vsi generali, ne? Torej, vi kot udeleženec takrat lahko poveste, ste bili prepričani, da bo osamosvojitev uspela, da ne bo nobenih sankcij takrat, ko se je začelo to? Na to ni bil nihče pripravljen, niti pripričan. Vsi smo imeli pa srce in upanje, da bomo uspeli. In jaz mislim, da je ravno zaradi tega smo osamosvojitveno vojno hitro končali. Število žrtev je bilo relativno majhno, svojcem in njihovim družinam tudi z tega mesta iskreno sožalje in pa priznanje, tako da tudi zgodba nastanka naše lepe države ni bila enostavna. Spoštujmo in cenimo to in naj nas to ponosno združuje in pa povezuje. Slovenec sem in Slovenec ostanem. A imate kot minister tudi vpogled v izobraževalne programe, koliko otroci v osnovnih šolah sploh izvejo o osamosvojitveni vojni? Komentarji, občutki so različni. Treba je pa razumeti, da mladi svet razumevajo, živijo drugače. Danes smo v obdobju digitalnih tehnologij, tudi breko umetne inteligence. Ne gre pa ob vsem tem, kar je nujno, potrebno za lepši jutri, pozabiti tudi na naše korenine, ki so omogočile, da slovenska lipa raste zdravo, močno in pa mogočno. Lahko zaključiva, da ostajate optimist, da bo svet šel vendarle v eno pravo smer, da bojo ljudje še vendarle lahko imeli te človekove pravice in živeli svobodno? Ja, zagotovo. Po vseh viharnih časih v svetu je prišlo do neke samorefleksije, do nekega spoznanja, da je bilo vse to narobe, da je treba drugače in prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. Vam bom pa za konec mogoče s tem tudi zaključila povedal eno misel z našega družinskega nagrobnika,
kjer sem dal gor zapisati misel Iga Grudna, našega primorskega rojaka, ki je živel v obdobju po drugi svetovni vojni in je zapisal: naj kdorkoli kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša. Tvoji dedi spijo v njej, za njo bori si naprej. Večna misel, upam, da jo razumemo. Tako, in naj nas vodi tudi naprej. Hvala lepa za tale pogovor in seveda uspešno delo vam želimo, predvsem pa uspešno prizadevanje za mir. Hvala lepa vam tudi za povabilo, prijetno kramljanje, izvirna izhodišča, vsem skupaj gledalke in gledalci, pa prijazen ogled in pa srečno. Tako, hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lep večer vam želimo še naprej. Da se